Spoštovani, hvala za udeležbo. Jutri praznujemo Dan državnosti. Pred 23 leti smo se vsi skupaj iskreno veselili ob rojstvu naše države, naše Slovenije. Letos se temu praznovanju ne more pridružiti Janez Janša, človek, ki je eden od utemeljiteljev naše samostojne slovenske države, in to zato, ker je bil z najbolj grobo zlorabo pravosodja fizično odstranjen tudi iz političnega delovanja. Pred 5 dnevi je Slovenija dobila političnega zapornika, ki je, kar je ironija, po 25 letih isti, kot je bil leta 1988 v nedemokratičnem režimu, in ki je tudi edini politični zapornik v osrčju Evropske unije. Res je, da se sodniki včasih tudi zmotijo, kot je dejal eden izmed nekdanjih ustavnih sodnikov. Poznamo sodbe, ki so ljudi prikrajšale za številna leta, tudi zapora, nekatere so jih celo skrajšale za glavo. Poznamo take sodbe, ki so bile izrečene v zmoti in so bile kasneje odpravljene, razveljavljene. Vendar v tem primeru, spoštovani, ne gre za zmoto. Vsi, ki so v tem primeru obsojali, vsi, ki so v tem primeru tožili, vsi, ki so v tem primeru sodelovali v tem procesu in vsi, ki so sodili, so vedeli, da kaznivega dejanja ni in so vedeli, da v zapor pošiljajo nedolžnega človeka. Po tistem, ko je pred nekaj dnevi Ustavno sodišče jasno nakazalo, da bo ta sodba razveljavljena, bi moralo Vrhovno sodišče, predvsem pa njegov predsednik Branko Masleša, storiti vse, da škodljive posledice ne bi nastale. Branko Masleša tega ni storil, ravna ravno nasprotno, s procesnimi fintami preprečuje odločanje in podaljšuje nezakoniti zapor. Na podlagi politične sodbe tega Vrhovnega sodišča pod njegovim vodstvom, pod vodstvom Branka Masleša, tudi ne pričakujemo pravične razsodbe. Pričakujemo pa čim prejšnjo razsodbo. Včasih je molk dober, včasih je molk zdravilen, včasih lahko molk pove več kot 1000 besed, včasih pa je molk oglušujoč. Molk predsednika države Boruta Pahorja v tem primeru je oglušujoč. Tako oglušujoč, da smo v Slovenski demokratski stranki zaskrbljeni za našo državo in njeno prihodnost. V Slovenski demokratski stranki spoštujemo Slovenijo, spoštujemo našo državo, izražamo tudi globoko spoštovanje do vseh, ki so zanjo izgubili tisto, kar je največ vredno. V tej dvorani, v kateri je bila danes slavnostna seja Državnega zbora in danes na proslavi čez nekaj minut na Kongresnem trgu, pa bodo ljudje, ki slovenske države ne spoštujejo. Na tej proslavi so bili in bodo ljudje, ki so šele potem, ko so videli, da procesa osamosvajanja Slovenije nič več ne more ustaviti, s stisnjenimi zobmi pozdravili rojstvo naše države, neodvisne in samostojne Slovenije. V stranki zato menimo, da naše mesto ni med njimi. Naše mesto je med ljudmi, ki so leta 90 na plebiscitu s skoraj 90% izglasovali samostojno državo, med ljudmi, ki so se zanjo tudi borili in ki s srcem na številnih proslavah povsod po Sloveniji danes in jutri praznujejo rojstvo naše države in njeno 23. obletnico. Iz tega razloga se bomo poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke tako danes večer kot jutri tekom dneva udeležili kresovanj in prireditev ob praznovanju Dneva državnosti po vsej državi. Našo državo bomo počastili in njeno rojstvo proslavili skupaj z državljankami in državljani, Slovenkami in Slovenci, ki nosijo našo domovino, našo Slovenijo v srcu. Proslav in kresovanj se bomo udeležili z upanjem, da bodo letošnji kresovi
zanetili tudi plamen svobode, pravičnosti in enotnosti. Ob tej priložnosti želimo čestitati vsem 2.500.000 Slovenkam in Slovencem, državljankam in državljanom ob dnevu državnosti. Bog te živi, Slovenijo!